Veseli me, da je, čeprav časi niso najboljši za sprejemanje pametnih odločitev, da je bila to vsaj ena od tistih odločitev, kateri dejansko nobeden ne ogovarja in res je treba več storiti za to, da bomo vsi enakopravni, tudi tisti, ki imajo motnje v duševnem razvoju. Kaj pravzaprav zajema ta nov nacionalni program? Kaj se bo izboljšalo pri teh osebah s posebnimi potrebami? Implementacija tega nacionalnega programa seveda predpostavlja, da se jih bolj opolnomoči, predpostavlja manj institucionalne dela, predpostavlja v bistvu tudi to, da se bo kvalitetneje delalo tudi s tistimi, ki se z njimi ukvarjajo in na nek način kvalitetnejše vključevanje tega in znotraj tega so seveda tudi takšna društva, kot je to. Nadgradnja tega, kar je bilo zdaj odvisno zgolj od prostovoljnega dela, to je treba bolj pametno peljati. Ali vam taka prireditev, kakršna je bila današnja tu na Brdu, napolni dušo? Ne, vsekakor. V primerjavi s tistim, čemer se običajno ukvarjam, je to nekaj, kar je prava sprostitev in iskreno veselje. Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, na današnji slovesni prireditvi o 50-letnici medobčinskega društva Sožitje ste spregovorila tudi o teh osebah, ki prihajajo v vašo hišo. Zagotovo vsako leto sprejmemo najmanj eno osebo s posebnimi potrebami na počitniško prakso. To ni darilo samo za to osebo, ampak tudi za nas, ker nas spomni, da so med nami tudi drugačni, ki si zaslužijo vso pozornost in ti ljudje so nas marsičesa naučili. Tudi strpnosti, odkritosti, povedo točno to, kar mislijo in zdi se mi, da so polni talentov, ki jih pokažejo tudi ob takih priložnostih, kot je današnja. V kolikšni meri se take osebe obračajo osebno na vas? Sama se pogosto z njimi srečujem, prihajajo starši, srečujem se, kadar so kakšni problemi, seveda, kadar so tudi priložnosti, kot je dan človekovih pravic, ko pri nas vedno nastopajo te osebe. Zdi se mi pomembno, da jim damo to priložnost, da jih vsi vidijo in slišijo, pogosto pa seveda tudi zaradi potreb po spremembi zakonodaje. Tako da sem v stiku z njimi, gre za osebe z Downovim sindromom, za vse vrste invalidov, sedaj seveda tudi za avtiste, ki imajo svoj praznik, poseben dan, ki bi moral biti posebej njim namenjen. Tako da je kar veliko teh oseb in prav vsaka si zasluži pozornost. Gre tudi za slepe, gluhe, naglušne, slabovidne. Vam je naša današnja prireditev bila všeč? Vsaka prireditev je nekaj posebnega. Bila sem že na nekaj abrahamih Sožitja. To je, mislim, da že tretja v kratkem času. Doživela sem marsikaj lepega in mislim, da so vsi ljudje v dvorani bili zelo zadovoljni in navdušeni.